Hola, dober dan, dobrodošli v nov video. Ne se bat, ne bom končal s tem, kot sem že povedal, če sledite ta kanal. Ta YouTube kanal bo najbrž trajal do moje smrti, kot borba proti sistemu, proti lažem, proti manipulaciji oziroma k ozaveščanju ljudi, z namenom ozaveščanja, opolnomočenja ljudi, prebujanja ljudi iz te iluzije, da živijo v nekem lepem sistemu, ki skrbi za njih, ker ni temu tako, ne, je ravno obratno. Živimo v družbi hororja, kjer je horor normalizirana stvar in kjer je ogromno ljudi nezavednih, zelo nezavednih. Živimo v družbi zelo nezavednih ljudi in tudi, če so zavedni, niso pa integrirani, ne. Ljudje v tej družbi dandanes se ogromno govori o zavedanju, zelo malo pa o integraciji, ki ti da integriteto, in mi integritete dandanes ne poznamo oziroma jo je zelo malo. In namen tega kanala je ravno to, spodbujanje zavedanja, in to je prvi korak, ki je pomemben, ampak najpomembnejši je integracija. Torej najprej zavedanje, potem integracija. V glavnem, če vidite, kaj se dogaja v svetu, če pogledate malo, kaj se dogaja v svetu, boste videli, da smo na propadu človeštva, da smo na robu tretje svetovne vojne. Jaz bi celo rekel, da se vojna sploh nikoli ni zaključila, da svetovna vojna se odvija že od samega pamtiveka in da se nikoli sploh zaključila ni, ne. Mi dostikrat rečemo, kao, naprimer zdaj kao nismo v svetovni vojni, zato ker se vojna kao ne dogaja pri nas, ne, ampak ta fizična vojna se dogaja že cel cajt po svetu, nikoli ni presahnila, zmeri se je dogajala, torej realno svetovna vojna se nikoli sploh končala ni, laufa že cel cajt, kot ta fizična vojna, pol imamo pa še duhovno vojno, ki se pa odvija točno tako kot fizična, že od samega pamtiveka. Torej svetovna vojna se dogaja, odkar obstajajo ljudje, oziroma ne vem točno od kdaj, ampak že zelo dolgo cajta, odkar se zavedamo sebe, obstaja vojna na fizičnem smislu in v duhovnem smislu. In vojna se dogaja nad ljudmi, ne, normalno, genocid nad ljudmi na fizični ravni in na duhovni ravni. In fizična raven je razrešena, če razrešimo duhovno raven. Tako da z razreševanjem duhovne ravni, kar je namen tega kanala, pridemo iz disharmonije, iz kaosa, pridemo v harmonijo kot ljudje, kot posamezniki in kot kolektiv, kot družba. Da lahko končno začnemo živeti v sistemu, ki ne manipulira, ki ne izvaja genocid nad ljudmi, ampak je sistem, ki zaščiti in ponuja takšno strukturo, takšno okolje, v katerem človek lahko zraste, se opolnomoči in razvije v nekega zrelega človeka. V nekega zrelega, avtonomnega, neodvisnega, opolnomočenega človeka. Mi takih ljudi dandanes ne poznamo oziroma jih je zelo malo. Potem veste, koliko je ura. V glavnem, ena od tem, ki jih mislim narediti zdaj vnaprej, po tem videu in še naslednja dva, torej oziroma ta in še dva, torej 3 videi bojo na temo seksualnosti. In mi ne poznamo naravne seksualnosti oziroma se jo moraš naučiti skozi neko kao tantro oziroma neke kao stare tradicije, ki ne učijo nič drugega kot naravno seksualnost. Seksualnost, ki bi jo imeli, če bi ljudje bili očiščeni strahu. Če bi bili očiščeni strahu, bi imeli naravno seksualnost, to, kar nam je domače. Tako pa, ker smo od malega nafilani s strahom, z limitami, z kondicioniranjem, s programiranjem, in nam je ponujena ob tem samo neka disociativna oziroma negativni pogled na seksualnost, kot so na primer porniči in vse ostalo, kar obstaja na internetu.
pač se od tega učimo. Se od tega učimo in takšni potem smo in potem to vzdržujemo. In torej, glede na to, da je v svetu problem, da so v svetu so problem odnosi, ne, od pameti veka. Od pameti veka so v svetu problem odnosi, ki te problemi v odnosih izhajajo iz občutka manj vrednosti, ki jih imamo mi, zato ker smo delni, zato ker nismo celostni, ker nismo pristni, avtentični, ker nismo opolnomočena, razsvetljena verzija, naravna verzija nas samih. Zato prihaja do vseh konfliktov in prvi korak k temu je dviganje zavednosti skozi pogovor. Skozi komuniciranje. Če bi si ljudje vzeli cajt za spoznavanje samega sebe in drugega in potrpežljivost, da bi se razumeli in si vzeli cajt, da se spoznamo, bi lahko marsikaj razrešili, ne. Marsikaj bi lahko razrešili, če bi ljudje imeli potrpljenje, ampak da si ti lahko v stanju trajnega potrpljenja in razumevanja in pripravljen biti z vsem, kar ti življenje predstavi, moraš biti zelo razvit. Moraš biti zelo razvit, zelo odrasel človek, odgovoren, opolnomočen človek moraš biti. Ne pravim, da moraš biti perfekten, moraš biti pa zelo razvit. Zelo zrela oseba, da lahko živiš res potrpežljivost življenja in s tem spoznavanje življenja, torej sebe in drugih ljudi. Samo tako se lahko, če si bomo vzeli cajt za drugega, se spoznali, se razumeli, sočustvovali in istočasno bili neka močna bitja na tem planetu, ki stremijo k zaščiti ljudi. Ok, torej vidimo v svetu, ne, sploh v zahodnem svetu, čeprav odnosi so problem po celem svetu, ampak nekako Zahod prikazuje to neko dramo oziroma problematiko, da v smislu moški in ženske se pač si ne zaupajo več in nimajo namena tvoriti več življenjskih odnosov. Moški in ženske si ne zaupajo in nimajo želje potem, da bi imeli odnose. Vsak ima neke svoje standarde, istočasno jih bi lahko rekli, da sploh nimajo, nekateri oziroma večina. In noben si ni pripravljen vzeti cajt, se spoznati in iti čez tegobe življenja. Zato, ker če do zdaj kdor ni ugotovil, življenje niso samo bombončki, ne, življenje je tudi trpljenje in bolečina in prej, ko sprejmeš to, lažje ti bo v življenju. Prej, ko sprejmeš, da je v življenju lepota in tudi slabota, prej boš stopil na realna tla. In prej, ko stopiš na realna tla, prej se boš zavedal, da nema veze, koliko odnosov boš imel v življenju, v vsakem odnosu bo treba delati. Odnos je delo. Odnos je delo in ko prideš pač do te ugotovitve, imaš potem nek standard v življenju, kdo bo del tvojega odnosa. In istočasno ful ceniš svojo individualnost, svojo samoto. In imaš potem ful bolj resen pristop k tvorjenju novih odnosov. In v glavnem, jaz vidim trenutno kaotično situacijo v svetu, kot torej ljudje govorijo, kakšna drama je, povzročajo neko dramo glede tega, moški več noče imeti odnosov, ljudje nočejo več seksati, ljudje nimajo več intime. Jaz mislim, da marsikaj od teh problemov je zmeraj tukaj bil, ne? Ljudje včasih niso bili perfektni, daleč od tega. Jaz mislim, da vse te problematike, ki jih imamo zdaj, so od zmeraj obstajale, zdaj so samo bolj na udaru. In to je to. In mogoče je tehnologija pripomogla k temu, da smo se še bolj osamili in s tem nam je bilo oteženo oziroma smo bili odtujeni od ustvarjanju intimnosti, zato ker zdaj smo kar naenkrat vsak na svoji kamerci, včasih tega ni bilo, včasih smo bili bolj koža na kožo povezani. Ampak problemi so zmeraj bili.
In ne pomeni to, da morajo ostati in da zmeraj bojo, ne. Jaz nisem pristaš tega, jaz mislim, da se da vse rešiti, tam, kjer je volja, tam je pot. V glavnem, jaz sem po naravi tak, marsikdo si misli pesimističen, ampak jaz sem v bistvu ful optimističen, realističen človek. Jaz vsako situacijo, jaz sem zmeraj govoril, da edino opcijo, že v osnovni šoli to je ena od modrosti, s katero sem prišel na ta planet, je, da že v osnovni šoli sem ljudem pridigal, da edina izbira, svobodna izbira, ki jo imaš v življenju, je, kako boš dano situacijo pred sabo videl. Ali boš videl kot izziv in si boš rekel, wow, glej to, ker izziv, gremo se soočiti z njim, gremo ga sprejeti, ker itak je že tukaj, itak druge opcije nimaš, ker je že tle, ker si ga prepoznal, da je izziv, in gremo se soočiti, gremo ga premagati, gremo se naučiti nekaj iz tega, gremo ratati močnejši na drugi strani in naprej v lifeu, ali pa, torej spet ga prepoznaš, vidiš, da je tukaj, ampak se mu upreš, se upiraš in se nočeš z njim soočiti. Torej, edino realno stanje, če te zanima stanje resničnosti, stanja resnice, stanje predaje, sem pridigal to predajo že v osnovni šoli. V glavnem, če te to zanima, imaš prvi in drugi video, ki govorita o resnici in o harmoniji. Oziroma o predaji življenja. To je namen tega kanala. Cel cel pridigam eno in isto stvar. V glavnem, če si tak človek, ki si želi svoje naravnosti, kar je njegovo opolnomočeno stanje, potem si človek, ki se rad sooča z življenjem, človek, ki ne obupa in človek, ki se bori. In nam bi bilo to vse olajšano in sploh ne bi bil problem, bi nam bilo nekaj naravnega naše opolnomočeno stanje, če nas istočasno ne bi elita teptala in genocid izvajala nad nami, ne. Tako kot nam perejo možgane in sprogramirajo v ovco skozi naše najbližje že od samega štarta, od trenutka, ko se rodiš, oziroma še preden se rodiš, ko si še v trebuhu. V glavnem, torej, jaz ne vidim, kar se tiče odnosov, nobene krize trenutno v svetu, zato ker si mislim, da problemi so zmeraj bili in končno s tem pojavom neke individualnosti, osamitve, lahko človek malo pretuhta, kaj si želi in kaj noče v življenju in si lahko vzame cajt, da se zgradi, ker sam lahko ogromno narediš, ne moreš vsega, lahko pa ogromno narediš sam. In si ta cajt, to priložnost, vzamemo zato, da se pogledamo, zgradimo in se vrnemo v dating, v parjenje, v paritev, v boljših verzijah. V boljših verzijah, v izpopolnjenejših, celostnejših, naravnih verzijah. In na tak način pritegnemo boljše vrednostne, kvalitetnejše odnose. Kaj češ boljšega. Tako da jaz vsako situacijo zmeraj obrnem v svoj prid. To je moj bonus. To je moj adut. Ok. V glavnem, kaj sem hotel še povedati na to temo? Torej, v naslednjem videu bom izpostavil, ker sem tip, bojo pač naslednji tim videi namenjeni moški seksualnosti in moški problematiki, kar se tiče seksualnosti. Ker seksualnost je ena od pomembnih stvari v življenju, ne zato, ker bi jaz rekel, da je pomembno, zato, ker je del nas. Je del nas in če ni sproščena in naravna in s tem spontana, potem imamo problem s tem in nas obremenjuje. Torej, seksualnost ni pomembna zato, ker nekdo reče, da je pomembna. Ali pa zato, ker bi si nekdo zmislil, da je pomembna, ampak zato, ker je del nas kot ljudi. In če nimaš sproščenega, naravnega in s tem spontanega odnosa z njo, te pač obremenjuje. Torej, na tem nivoju moramo razčistiti stvari. In ne zato, da bi se zdaj ljudje ful več seksali ali karkoli, ampak
Samo zato, da bi imeli končno sproščen odnos do tega. Jaz ne mislim, da bi se mogli ljudje več seksati ali karkoli, ampak samo, da bi imeli sproščen odnos do tega, da kadar je želja potem, da bi se to zgodilo, bi ljudje imeli nek pravi, zreli pristop do tega. To je to. Tako da naslednji video bo tema o nekih problematikah, skozi katere sem jaz sam šel, ki ti jih vzpostavi ta zjeban sistem, v katerem živimo, in kako sem jih rešil, in moji pogledi na pristop k moškemu spolovilu, ki se dogajajo v družbi že stoletja. In v zadnjem videu, v drugem oziroma tretjem videu, bom pa opisal, kako izgleda sploh naravna moška seksualnost, zato ker nam jo starši, družba in sistem ne razloži. Jaz si mislim, da vso znanje bi moglo biti zmeraj na voljo zastonj, ker samo če je zastonj in tako oglaševano kot reklame, torej pravo kvalitetno znanje, resnica, narava, torej samo če bo to oglaševano tako kot reklama, zastonj, bo dostopno vsakomur. In če hočeš, da so ljudje opolnomočeni, mora biti znanje na voljo zastonj. Znanje, informacije morajo biti na voljo zastonj. Vsak, ki računa in naredi tečaj iz takšnih stvari, samo podaljšuje, vsak človek, ki dela delavnice in neke tečaje za take naravne stvari, kako naj bi se ljudje opolnomočili, samo podaljšujejo trenutno stanje kaosa. Namesto da bi vse take informacije, kjer se ljudje opolnomočijo in postanejo avtonomni, celostni ljudje in pridejo v harmonijo, namesto da bi take informacije bile zastonj, namesto da bi čim prej prišli do tega, ljudje še zmeri delajo kurse, neke tečaje, delavnice, vse živo, samo zato, da bi zaslužili. In se razumem, smo služni v tem sistemu in treba plačati položnice, razumem popolnoma. Ampak istočasno se treba vprašati, a res delaš zato, da plačaš položnice, ali zato, da si filaš ego s tem denarjem. Ego je strah, ne? Ok, moji videi bojo zmeri zastojn. Vse, kar bom sproduciral, vse, kar sem stuhtal v svojem življenju, bom ponujal zastojn tukaj na YouTubu, da je vsaj en kanal, ki bo kot en stebr harmonije in resnice zastojn v tej družbi kot boj proti tem satanskem sistemu oziroma tej izmaličeni, degenerirani civilizaciji. Jaz ne pravim, da so vsi ljudje grozni in jaz sploh ne obsojam ljudi, ampak mi živimo v civilizaciji, kjer je vse obrnjeno na glavo. Vse je obrnjeno na glavo, stroka ne obstaja, diplome, papiri, sistem sploh ne obstaja. Vse je samo nekaj izmišljenega in v resnici neka mafija z namenom, da nas uničuje, namesto da bi nas zaščitilo in da bi zares, na primer, neko zdravstvo delovalo ali kaj takega, ne. V glavnem, na internetu fulkrat vidim obnašanje ljudi in kakšen imajo moški pristop do žensk in kakšnega imajo ženske do moških. In mi je takoj jasno, da živimo v takem zelo nezrelem svetu. Svetu otrok. Da je na svetu zelo malo zrelih ljudi. Ne, meni je ful smešno, kako se danes gleda človeka, torej, če imaš ti 18 let, če si ti 18 plus, se te smatra kot odraslo osebo. A jaz še nisem srečal človeka, ki bi bil 18 plus in bi bil odrasel. In zrel, ful zanimivo, kakšne standarde smo si izmislili. Če si 18, si kao zrel in se lahko odločiš po svoji volji, kao in veš, kakšne odločitve delaš. A temu sploh ni tako. Imaš ljudi, nema veze, koliko so stari, 18 plus, torej 20, 40, 50, 60, 70, 90, 100 do smrti in sprejemajo nezavedne ali pa zavedno prestrašene odločitve. Torej, ljudje celo življenje preživijo kot ovce, kot neopolnomočeni, kot uničeni ljudje. In to, kot pravim, to ni obsojenje, to je izpostavljanje dejstev, ker ravno namen tega kanala je, da bi se ljudje prebudili in zaščitili. Moj namen je zaščita ljudi.
Da si ne bo kdo mislil, da je moj namen obsojanje. Ker to, kar sem nudil sebi, bi rad nudil ljudem. Torej, kaj se je zgodilo v družbi? Prišli smo do tega, zgodila se je ta seksualna revolucija. Torej, da ne bojo ljudje narobe razumeli. Torej, neke temne sile so nekako zmanipulirale našo elito. Torej, ljudi, ki so vzpostavili ta civiliziran sistem. In potem se je pač ta temnost, ta strah, ta manipuliranost, ki je prišla iz teh temnih sil, hudiča, kogarkoli že, ki je zmanipuliral te ljudi, se je potem to nezavedno ali pa zavedno preneslo v tok na vse ljudi, s katerimi so te ljudje imeli stik. Takšen, kakršen si sam, tako se boš obnašal do drugih in takšni bojo ostali. Človek je produkt njegove družbe. Ti si produkt svoje družine. Tako je, torej takšni, kot so tisti ljudje, ki so postavili to družbo, takšni smo mi zdaj ratali. In elita je uničila moškega in moški ni bil sposoben zaščititi in je uničeval žensko. In če imaš uničene starše, uničeni starši bojo sproducirali novo generacijo uničenih otrok. Kaj sem hotel s tem povedati? S tem sem hotel povedati, da smo prišli do tega, da je ravno zaradi tega prišlo do tega, da je ženskam bilo dovolj, so se hotele same zaščititi in s tem se je pojavil feminizem. Feminizem je imel ful dober namen. Torej, elita je uničila moške, moški niso bili sposobni zaščititi žensk, so jih uničevali in potem so se ženske pač odločile, da se bojo same zaščitile. Feminizem je imel ful dober smisel, ampak v glavnem vse skupaj je šlo predaleč, ker kot zmeraj vsako stvar, zmeri neki sprijen človek, prestrašen človek skuša uporabiti za to, da zmanipulira ljudi in vse skupaj se je sfižilo. Namesto, da bi prišlo do tega, da bi se ljudje opolnomočili in istočasno zaščitili, je prišlo do tega, da so se ljudje opolnomočili in istočasno začeli obnašati tako, da ne zaščitijo ne sebe in ne drugega. Ker ko se je ženska začela obnašati kot nek nezrel, nevreden moški, torej najprej imela potlačeno seksualnost, potem je pa prišlo do tega, da se je začela seksualno izražati kot nek nevreden moški, torej to pomeni, da je začela seksati naokoli in menjavati partnerje kot gate in ker je sama bila nevredna, ampak tokrat seksualno polnomočena, čeprav istočasno s tem limitirana in ker ni s to seksualnostno polnomočenost, ker ne prihaja iz občutka vrednosti, ampak prihaja iz občutka manj vrednosti, je ta seksualnost zelo limitirana in v bistvu sploh ne opolnomočena. Ful zanimivo. Torej, v bistvu ženske so se začele obnašati točno tako, kot so se moški začeli, tako kot so se moški zmeraj obnašali. Torej, to neko nezrelo, nevredno obnašanje, ker moški ne zaščitijo seksualnosti, ampak ženske uporabljajo, izrabljajo za spraznitev jajc in za neko pač torej samo lastno potešitev. Na isti način so se začele ženske obnašati, ker so si mislili, če lahko moški, zakaj bi samo mi trpele, se bomo tudi med ko obnašale. In kaj se je zgodilo s tem? Ženske so doživele depolarizacijo, ratele so moškinje, pomožačile so se zaradi tega, ker so se začele obnašati kot moški, ampak oboji se obnašajo iz nevrednosti, ne iz vrednosti. Iz disociacije, iz disharmonije, to je disharmonično obnašanje, to je nevredno obnašanje. In v glavnem, če imaš
če si ne bomo vzeli cajt, če ne bomo začeli prepoznavati resnice, če ne bomo začeli prepoznavati vrednih sporočil v družbi in začeli imeti potrpljenje v življenju, ne bomo nikoli šli skozi naše trenutne probleme. Torej, ženska se je začela obnašati tako kot moški, ravno zaradi tega, tudi če ne zavedno, torej pa nezavedno, z namenom, da bi moškemu pokazala, kako se počuti, ko se moški tako obnaša do nje. In kaj se je zgodilo? Moškim to ni všeč. Moškim ni všeč, ko jim je ženska predstavlja se kot zrcalo. Zdaj se ženske obnašajo tako, kot se moški obnašajo, in to moškim ni všeč. Moški si zdaj mislijo, torej kaj, torej zdaj ta ženska je fizično je ženska in obnaša se kot moški, torej moški več niso potrebni v tem svetu. Zakaj bi imel žensko, če se obnaša kot moški? Saj nisem peder. Zakaj bi imel žensko? S kakšnim namenom? Če se obnaša kot tip? Kakšen bonus imam, kakšen smisel imam jaz zdaj v življenju ženske, če se že ona obnaša kot tip? Kaj je zdaj zares njena vrednost? Kaj je vrednost ženske? Zakaj bi se zdaj moški boril za žensko? Zakaj bi se boril za to, da ima žensko? Kaj je namen? Torej, moški več nima nobene motivacije nima, da bi se boril za žensko. Ker realnost je ta, da moški se zgradi z delom, ženska se pa skozi življenje zaščiti in tako ohrani svojo vrednost. Moški vrednost pridobi z delom, s tem, da zgradi samega sebe, ženska pa ohrani oziroma zgradi svojo vrednost tako, da se zaščiti, svojo vitalnost in lepoto, ker pri ženski je vredna njena vitalnost, njena lepota, njena ženstvenost, to, kar moški nima, pri moškemu pa to, kar njegova, lahko rečemo, funkcionalnost. In prvo kot prvo, depolarizacija ženske, to pomeni, da so ženske v moški energiji, to ful obremenjuje ženske, in takšne ženske se ful prej postarajo, skurjene so, in sploh na neki točki sploh privlačne več niso. Takšne ženske bojo privlačne samo depolariziranemu tipu, torej tip, ki je bolj v ženski energiji kot v moški energiji. In če si moški, ki stremi k temu, da bi prišel v harmonijo, to pomeni, da je sposoben celostnega izražanja, od najmehkejšega do najbolj brutalnejšega, torej da si naraven človek, potem boš avtomatsko v moški energiji kot moški in te bo privlačila ženska, ki je pretežno v ženski energiji. In torej, kaj moramo zdaj narediti? Kako bomo rešili to situacijo? Kako bomo rešili to situacijo, da bi istočasno ohranili oziroma še bolj dvignili neko zavedanje in celostno seksualnost, naravno seksualnost, da bi se obdržala oziroma dvignila seksualnost in za moškega in za žensko, in istočasno, da bi to postalo vredna zadeva, da bi ženska in moški začeli ceniti in se počutiti vredni in s tem sebe zaščititi. Zato, da bi se ohranila vrednost, za katero bi ljudem bilo vredno, da se borijo za njo. Torej, ženska, super, če nima več sramu in straha pred seksualnostjo, super, ampak istočasno se mora zavedati, da če bo to delila okoli kot piškotke za šalo, prvo kot prvo to dela iz tega, ker je nevredna, to ni seksualno opolnomočenje, to je nevrednost. In drugo kot drugo, istočasno še dodatno zgublja in potrjuje svojo nevrednost. In moški, ki je celo svoje življenje posvetil grajenju samega sebe, ne bo nikoli vzel take ženske za svojo življenjsko partnerko. Torej, ženske, če bi rade, da bi moški se borili za vas, se potrudili za vas, tako kot si želite, potem morate imeti nekaj, kar bo vredno truda.
In ta trenutek tega nimate, zato ker to delite naokoli vsem ostalim zastonj, vi bi pa radi, da si potem en tisti, en in edini, zato pri vas trudi, medtem ko ste ostalim to dali zastonj. Torej, če hočete ženske biti vredne, morate prepoznati svojo vrednost, jo začeti ohranjati in ratati zavedne in narediti integracijo k tem, da bi spet bile celostne v energiji. Ker če si celostna v energiji, si vredna. In če si vredna v energiji, če si neustrašna kot ženska, ne samo v besedah, ampak v dejanjih in v namenu, to pomeni, da si naredila integracijo celega spektra same sebe, potem si vredna in funkcioniraš iz te vrednosti. In ženska, ki funkcionira iz občutka vrednosti, iz energije vrednosti, takšna ženska ne seksa naokoli. Takšna ženska se točno zaveda svoje lepote, svoje vitalnosti, svoje privlačnosti, svoje seksualnosti, svoje moči in svoje energije in bo to dala, shranjevala samo za enega tipa, ki se bo res dobro potrudil in ki bo res dosegal njene standarde. Torej, moški ima končno, lahko s tem pridobi kaj? Spet motivacijo, da vidi nek namen v samem sebi, da vidi namen v svojem življenju. Kaj, če ne fora moškega? Če bi bili samo moški na tem planetu, kaj je fora? Če ne bi bilo žensk, bi živeli še zmeraj kot v džungli z banano. Vse se je zgradilo zaradi žensk na tem svetu. Vse, kar se dogaja zaradi žensk. Človek si ne bi zobe opravil in se ne bi zrihtal, če ne bi bilo žensk na tem svetu, pizde. Pač, zakaj bi se moški trudil, če ženske niso vredne? In tle se ne gre za besede, jaz sem vredna, to nič ne pomeni. Ljudje si rečejo, jaz sem vredna ljubezni, pa še zmeraj se obnašajo nevredno. Besede niso avtoriteta, mentalni svet niso avtoriteta naše izkušnje. Avtoriteta naše izkušnje je energetsko stanje, koliko se sprejemaš in koliko se zavračaš. V vseh izrazih same sebe. To je to. To je avtoriteta naše izkušnje, to je energetsko stanje, ki vlada vsemu. Ki manifestira tvojo realnost. Ti z besedami ne manifestiraš svoje realnosti. Ti z besedami manifestiraš svojo realnost samo, če za temi besedami stoji ista energija, ki podpira te besede. Če so te besede brez energije zadnje, torej da je tvoja energija drugačna, kot so te besede, ti ne boš nič manifestiral v življenju. Tvoje življenje manifestira tvoje stanje energije. In stanje energije je, koliko imaš strahu v sebi. Koliko si neustrašen in koliko si prestrašen v izražanju česarkoli ta trenutek pride skozi tebe. To je to. To je tista sila, ki manifestira tvoje življenje. Torej, ženske, zdaj ste dosegli svoje stanje opolnomočenja v svetu. Ne bom rekel, marsikje še zmeri niste enakovredne, ne. Marsikje še zmeri niste in mene boli, da niste, ker mislim, da ste superiorna bitja, da ste bolj inteligentne in bolj razvite od moških. Ampak imate pač neke pomanjkljivosti, ki jih mi moški dopolnjujemo. In smo si s tem torej popolnoma kompatibilni in potrebni en drugemu. Se dopolnjujemo in se rabimo drug drugega. In če boste čim bolj izkoristili torej to svoje opolnomočenje in ga istočasno zaščitili, to pomeni, da boste naredili integracijo in da ratate v energiji vredne in celostne, potem bojo moški imeli razlog, da se dokažejo in borijo za to. Ker ta trenutek ni nobene motivacije. Ni motivacije, zato ker ženske niste vredne. Obnašate se nevredno. To ni vredno obnašanje. To je tako zelo nizkotno obnašanje.
In šele, ko se boste obnašali na nivoju, ne skozi glavo, ampak ker boste v energiji imeli integracijo narejeno, ker boste integrirali življenje, ker boste celostne in boste prepoznali zares svojo vrednost, ne samo s praznimi besedami in prepričanji, ampak v energiji, da se boste počutili tako zadovoljeno in potešeno, same s seboj, torej prepoznali zares svojo vrednost, šele takrat boste začeli postavljati standarde, pogoje, ki bojo realni in boste imeli množico tipov, ki so se pripravljeni dokazati za vas. In to velja tako in za moškega in za žensko. Moški isto. Moški ste se obnašali, smo se obnašali skozi zgodovino isto, nezrelo in nevredno. Elita je uničila moškega, moški je bil delen, v disociaciji, nezaveden, prestrašen. Takšen človek je nevreden v energiji in nevreden človek se nevredno obnaša do sebe in do drugih. Ne zaščiti sebe in ne drugega. Takšen človek živi na površju in samo skuša preživeti. Preživetveno obnašanje. In tudi moški so pač živeli tako in je čas, da zrastemo. Čas je, da zrastemo in ratamo zrela, odrasla bitja. Moški isto. Če prideš v svojo harmonijo, v celostnost, ne samo v zavedno stanje, ampak v integriteto. Ne integriteta po besedah, zato ker se odločiš živeti nekaj, kar se ti zdi fino, ampak da doživiš zares spremembo v energiji, v svojem namenu in v svojih dejanjih in v svojih besedah na vseh nivojih, s tem, ko doživiš v energiji, ko se soočiš s svojimi strahovi pred izražanjem dela sebe, šele ko prideš v vrednost in doživiš to pravo integriteto, boš prepoznal svojo vrednost in se ne boš več tako obnašal. Zato, ker ti bo takšno obnašanje, kot so ga do zdaj naši očetje, pradedi in moški pred nami, boš videl, da je bilo nizkotno, da je bilo preživetveno, da je bilo obnašanje iz strahu, obnašanje, ki ne zaščiti nikogar in pripelje do tega, kjer smo danes. Takšno obnašanje. Naprimer, jaz se zmeraj vprašam, moški, ki se radi hvalijo, da so imeli ful partnerk, ful žensk v življenju. Jaz se zmeraj vprašam, torej moški je bilo zmeraj tako, od birača nema jebača, ne, čim več jih moraš nategniti. In jaz se zmeraj vprašam, torej moški istočasno bi radi nategnili čim več pičk, istočasno bi pa potem na neki točki, ko se ustalijo, bi radi imeli devico oziroma eno žensko, ki je imela ful malo partnerjev. In pol se meni jaz zmeraj mi klikne logika in se vprašam, kako lahko moški zahtevajo, da bi imeli devico oziroma žensko, ki je imela malo partnerjev, torej ženska, ki se ni obnašala nevredno, torej kot kurba. Kako bo moški dobil tako žensko, če istočasno do tega trenutka se je on sam obnašal kot kurba? Torej, če se ti sam obnašaš kot kurba, boš proizvajal kurbe. Če se ti sam obnašaš kot kurba, boš s tem svojim odnosom drugim kazal, da nisi zaupanja vreden, da si nevaren, da si neodgovoren, da ne ceniš svoje seksualnosti in vsakič, ko si imel stik z nekom, si takšno stanje tudi prenesel na njih, takšno dojemanje sveta si prenesel na njih. Če se vsak tip obnaša kot kurba, kako lahko potem pričakujemo, da ženske ne bi bile kurbe? Po kateri logiki? Torej, dokler se bo moški obnašal kot kurba, da bo žensko izrabil samo zato, da se sprazne, evo kaj smo dosegli. To, da so ženske zdaj se isto začele obnašati, kot smo se mi obnašali. Torej, rešitev iz tega je, da moški se nehajo obnašati kot kurbe. Kako lahko mi kot moški rečemo, da si želimo devico oziroma žensko, ki je imela malo partnerjev, če se istočasno obnašamo, torej ne vem, do 30. leta se pa moraš ja nategniti naokoli in pojebati vse. Kako? Po kateri logiki? Po kateri logiki bojo na svetu device, če moški vse naokoli samo žgejo? Moški radi rečejo, to je v naši naravi, kao, to je v moji naravi. V moji naravi je, da se kot moški reproduciram in čim več ljudi... Ful mi je zanimivo,
ful mi je zanimivo, da se ljudje tako radi primerjajo z živaljo. Prvo kot prvo, ti nisi žival, ti si človek. Ti nisi žival, ti si človek. To je prvo kot prvo. Drugo kot drugo, ne moreš se obnašati egoistično, ker egoistično obnašanje ne prinese celosvetovne harmonije, ne prinese celosvetovnega miru. Kako bomo mi dosegli neko svobodo za vse, če nimamo neke strukture, če nimamo nekih dogovorov, nekih pravil, zaščite? Kako bomo mi prišli kadarkoli do celosvetovne svobode, do celosvetovnega miru, neke harmonije, če se vsak obnaša po svoji definiciji svobode? Naprimer, ljudje radi rečejo, jaz bi rad bil svoboden, jaz hočem biti svoboden, jaz sem obnašal kako jaz hočem, ti živi po svoje. To ni v redu. Vsak ima prvo kot prvo svojo idejo o tem, kaj svoboda sploh pomeni, in drugo kot drugo, individualistična svoboda ne obstaja. Individualistična svoboda ne obstaja. In zdaj bom dal en ekstremen primer, zato ker če daš ekstremen primer, si ljudje zelo z lahkoto predstavljajo, kaj skušam ponazoriti, kaj hočem povedati. Predstavljate si, naprimer, ljudje rečejo, jaz hočem individualno svobodo. Jaz sem moški in meni je v biologiji, ker jaz sem žival, da pojebem čim več žensk v sebi, ker to pomeni raztrositi svoje seme in zagotoviti potomstvo. Ne? To je kao, tako je in jaz se hočem tako obnašati. Torej, moški je tako narejen in jaz hočem biti svoboden. To je to, ne? In zdaj, torej prvo kot prvo imamo že rezultat, da takšno obnašanje je prineslo do situacije, v kateri smo, da so nam ženske postavile zrcalo in se same začele tako obnašati do nas in zdaj smo tipi ugotovili, da to nam ni všeč. Smo končno dobili bumerang nazaj, ker smo bili slepi prej, nismo poslušali žensk, pa smo mogli izkusiti na svoji koži. Zmeraj je tako, če ne gre zlepa, gre zgrda. Če se ne moreš naučiti zlepa, ti bo ženska dala zrcalo in se bo sama začela tako obnašati, pa da vidimo, če ti bo všeč. In smo gotovili, da nam ni. Že imamo dokaz. Ampak gremo naprej v ta primer, samo da bi ponazoril, kako v bistvu takšno obnašanje je popolnoma zelo nezavedno in neinteligentno. Torej, da bom ekstrem. Ljudje mislijo, da cilj življenja je individualistična svoboda, ampak to pripelje kaos. Zakaj? Predstavljaj si, da bi vsi na svetu bili zaporniki. Da bi vsi na svetu, vsak človek na svetu bil zapornik in samo en človek bi bil svoboden. Samo en človek, torej ti hočeš individualistično svobodo in ti si individualen in si popolnoma svoboden. Vsi ostali ljudje so pa v zaporu, dobesedno v kletki. In zdaj se jaz vprašam potem zmeri, kaj zdaj ta tvoja svoboda pomeni, koliko je vredna, ker to je samo ekstremni primer, ki se itak že odvija, katerega že imamo rezultat v družbi. To je samo ekstremna ponazoritev nečesa, kar se itak že dogaja in k čemur gremo, v ekstrem, kateri gremo. To je samo metafora, primer za lažje razumevanje. Torej, vsi so v kletki, ti si svoboden. Zdaj se pa ti vprašaj, koliko je vredna ta tvoja svoboda. Koliko je zares vredna ta tvoja svoboda, če noben drug ni svoboden. Koliko je vredna tvoja svoboda, če noben drugi človek na planetu ni svoboden? Koliko je vredna tvoja svoboda? In potem kar naenkrat vidiš, da biti sam v bistvu ni bil cilj, da sam ne moreš funkcionirati, da sam ne prideš nikamor, da rabiš ljudi. In zdaj, ko rabiš te ljudi, ker niso svobodni, ne moreš do njih. In ugotoviš na koncu, da ta tvoja svoboda, individualna svoboda, ni nič drugega kot kletka. Koliko je individualna svoboda vredna, če noben drugi ni svoboden? Koliko? Nič ni vredna. Ti sploh nisi svoboden, če so vsi ostali v kletki. Ti nisi svoboden. Ker sam ne narediš nič v življenju. Bogatijo nas odnosi, bogati nas naše notranje počutje, bogati nas počutje drugih ljudi, bogatijo nas kvalitetni odnosi.
Jaz mislim, da končno je cajt, da bomo skozi to tehnologijo in cel ta robotizem in umetno inteligenco dojeli, da so najpomembnejša stvar na tem svetu, ne najpomembnejša, ampak govorimo tako, da smo najpomembnejši samo zaradi tega, ker delamo največ sranja, ne? Ker vse ostalo živi v harmoniji, samo ljudje ne živijo v harmoniji. In zmeri, ko rečemo, da najpomembnejša stvar na tem svetu je človek in odnosi, ravno zaradi tega, ker to je edino, kar je v kurcu, vse ostalo funkcionira. Vsa ostala druga bitja funkcionirajo, samo človek ne zna živeti naravno. Zato, ker spet, to ni obsojenje, zato, ker so nas uničili in nas uničujejo že tisočletja. Nas limitirajo, kondicionirajo, perejo, strašijo in izvajajo genocid nad nami. Ta sistem, v katerem živimo. Človek, če tega ne vidiš, zbudi se. V glavnem, ženska nam je dala zrcalo, ne? Ženska nam je dala zrcalo, zato ker nismo bili dovolj zavedni, dovolj razviti, da bi prepoznali sami svoje nevredno obnašanje in nam je dala zrcalo, v katerem se zdaj sami počutimo nevredni in nimamo nobene želje biti zdaj ženskami več. Ne. Jaz imam željo, jaz nisem tle, ampak sočustvujem z ljudmi. V glavnem, če bi moški in ženske radi začeli funkcionirati. Aha, bil sem pri zgodbici v svobodi, zdaj sem se spomnil. V glavnem, hotel sem sam pač povedati, da zaključim tisto zgodbo, je, da individualna svoboda ne pomeni nič, če so vsi ostali v kletki, zato ker sami ne moremo nič, ker bogatijo nas odnosi. Kaj pravijo ljudje, ne? Da ko daš nekomu drugemu, daš sebi v bistvu. Ko daš ljubezen nekomu drugemu, daš ljubezen sebi. Ko čutiš ljubezen za nekoga drugega, čutiš ljubezen v sebi. Torej, ko čutiš nekoga drugega, ljubiš sebe. To isto ljubezen daješ sebi. In to so stvari, ki nas bogatijo, ne pa svoboda. Zdaj sem vam dal en tak lep primer, kako svoboda v bistvu ne osvobaja. Individualna svoboda ne obstaja, to ne osvobaja. Ta ideja o individualni svobodi, ki jo imajo ljudje, tako kot sem prej razložil, kot so imeli moški predvsem v svetu, te nevredni, nezavedni moški, ki so si predstavljali, da so žival, ki more čim več svojega semena raztrositi po svetu in osemeniti čim več žensk in da to je v njegovi naravi in on se hoče tako obnašati, da to si on želi in da to je za njega svoboda, to je prineslo samo kaos. In to sploh v bistvu ne nudi dobrega nič za ženske, in potem so nam to ženske pokazale in zdaj smo tudi sami sebi naredili slabo. Torej, najprej smo delali samo ženskam slabo, zdaj smo pa še sebi naredili slabo s tem obnašanjem. V glavnem, ta ideja o svobodi je torej zelo nezrela, zelo taka otroška, nenaravna, nerealna, neresnična, nefunkcionalna, nepraktična. Edina svoboda, ki obstaja v življenju, je, da nisi omejen, da nisi limitiran, da nimaš upora pred izražanjem celega sebe. To je edina svoboda, ki je smiselna v življenju. Torej, biti osvobojen strahu. To je zreli pogled na svobodo. To je tak pogled na svobodo kot na neko resnično svobodo iz nekega harmoničnega, vrednega stanja. Svoboda kot na nekem individualnem nivoju, kot si jo do danes predstavljajo posamezniki, to je zelo otroški pristop k svobodi. Edina svoboda, ki jo lahko kot človek razmišljaš in dosežeš, ki je smiselna in funkcionalna in deluje kot odrešitev zate in za vso človeštvo, je, da si vzor človeka, ki je neustrašen. To je svoboda. Torej, da si odrešen okov strahu.
da nimaš več limitacij, upora pred izražanjem česarkoli se vsak trenutek izrazi skozi tebe. To je to, da si dovoliš govoriti resnico in da si dovoliš izražati cel spektr čustev, počuti in kakršnihkoli stanj, v katerih si, v katerih se ne želiš, da bi te drugi videli. To je to. In če to stanje spontanega izražanja samega sebe pred očmi javnosti si sposoben živeti, pomeni, da živiš v stanju predaje, to, kar beseda islam pomeni. In to je edina svoboda, ki jo lahko v življenju dosežeš in ki je smiselna. In ki je svoboda vrednosti zate in za cel planet. Ok, to je svoboda edina, ki je smiselna. In kako pridemo do tega stanja svobode, je skozi brezpogojno ljubezen, ful zanimivo. Pač samo če brezpogojno ljubiš, ne, ker ljudje si ne predstavljajo besedo ljubezen pravilno, zato ker vsak si predstavlja svet toliko, kolikor je sam razvit. Toliko, kolikor je sam razvit, tako vidi svet. In ljudje mislijo, da ljubezen ni dovolj, ampak ljubezen je dovolj. Ljubezen je vse, kar rabimo v tem življenju, ampak jo moraš znati aplicirati na cel spektr življenja, na vseh nivojih življenja. In brezpogojna ljubezen pomeni ravno to, brezpogojno sprejemanje vsega, kar se vsak trenutek v tvojem življenju izraža skozi tebe oziroma želi izraziti skozi tebe. Od najmehkejšega dela tebe do najbolj brutalnejšega dela tebe. Če si sposoben to izražati, pomeni, da se brezpogojno ljubiš. Torej, brezpogojna ljubezen te osvobodi. In zdaj, če se vrnem nazaj, torej to je cel cilj mojega kanala, poglejte si vse moje ostale videe, prej namen teh videov in mojega kanala je zapuščanje zapuščine. Poglejte si vse videi, ful so dobri, vsi govorijo o eni isti stvari, cel cel se ponavljam kot papiga, do smrti se bom, iz različnih kontekstov. V glavnem, zdaj, če bi moški in ženske radi začeli funkcionirati, kaj moramo narediti? Kaj moramo narediti? Zato, da bi začeli funkcionirati normalno. Torej, to krizo individualnosti, torej to krizo, kjer pač moški in ženske nočejo biti skupaj, zaradi tega, ker je vsak v svojem kotu kot prestrašen otrok, ki projicira svoje probleme na drugega, tako kot so se ljudje obnašali že tisočletja, to krizo, te osamitve, tega prepira, tega nesposobnosti reševanja konfliktov, to moramo zdaj izkoristiti zato, da se zazremo vase in pogledamo, kje lahko sebe izboljšamo. Kje lahko jaz popravim sebe, zato da, ko gremo v naslednji odnos, da lahko dam več, kot sem dal v prejšnjem odnosu. To je to. To je vse, kar moraš narediti. Ta trenutni cajt, namesto da jo projiciraš, da so ženske take in take, koliko so slabe in ne vem kaj, zazri se vase, poglej svoje pretekle odnose, pejdi v glavi čez svoje pretekle odnose, pejdi v glavi čez svoje življenje, pejdi v glavi čez svoje odnose s svojimi sodelavci in vsemi ljudmi, ki jih imaš v življenju, in poglej, kakšen si sam. Poglej, kakšen si sam. Kaj bi ti lahko, s katerim strahom, s katero limito, s katerim limitiranim prepričanjem se moraš v sebi soočiti? Kje zavračaš samega sebe, kje si nezaveden, kje si v strahu, v katerem delu življenja bi se mogel sprejeti, zato da bi bil bolj celosten, s tem bolj vreden in bi s tem pripeljal v svoje življenje vrednostne odnose. Torej, to je vse, kar moramo narediti. Namesto, da se držimo za glavo, ker itak ne vemo, se bo zgodila ta 3. svetovna vojna ali kaj bo, pojma nimamo. Mogoče se bo, mogoče se ne bo. Jaz imam feeling bolj, da se bo, in če se bo zgodila, bo itak najbrž ogromno ljudi pocrknilo. Ampak zmeraj nas nekaj preživi, ne? Zmeraj nekaj ljudi preživi, ker vidite, da ta človeška rasa se cel cajt ohranja. Smo kot bakterije, zmeraj preživimo. Nema veze, kaj se zgodi.
In zdaj mogoče te videi so kao nesmiselni, ker itak bo svetovna vojna, ampak eni bojo preživeli in tisti, ki bojo preživeli, bojo skušali živeti v harmoniji. In govoriti o teh videih je vseeno smiselno, zato ker rešujejo, predstavljajo rešitev za probleme, v katerih je človeštvo. Torej, kako bomo mi moški in ženske spet prišli skupaj? Kako bomo prišli do tega, da si zaupamo? Kako bomo prišli do tega? Lahko pridemo samo do tega, da smo sami taki, da smo vredni zaupanja, da smo celostni ljudje, neustrašni v izražanju celega sebe, s tem vredni, resnični, iskreni, opolnomočeni, neustrašni, avtonomni, neodvisni, potešeni s tem, mirni in s tem imeti neke standarde, avtomatske, spontane. Istočasno torej imeti standarde in istočasno se zavedati, da ogromno ponujaš v svojem odnosu z nekom. In torej, ker si potešen in imaš vso to moč, se ne obnašaš več nevredno, se obnašaš torej odgovorno in zaupljivo vrednega, zaupno vrednega in takšno energijo dajaš. In istočasno imaš standard, ne sprejemaš kogarkoli, imaš standard, kakšen tip človeka hočeš. In si realen pri tem. Torej, samo če to dosežeš, če stremiš k temu, bomo lahko funkcionirali. Torej, da se moški najprej povrne v svoje naravno stanje, v stanje vrednosti, kjer je celosten. Poglej, kje si v manjki in tisti del dopolni samemu sebi. Rataj vreden in s tem bo vse razrešeno. Začel se boš odgovorno obnašati, vrednostno, zase in za druge. In če to moški in ženske naredimo, imamo rešen problem. Ker takšen človek, ki je pomirjen, ne išče seksualnosti vsak drugi dan. Se ne rabi praznic vsak drugi dan. Tak človek si želi intime, tak človek si želi kvalitetnega odnosa. Takega človeka zanima investicija v odnos. Naložba v odnos, vidi odnos kot neko celoživljenjsko zadevo, oziroma vsaj dolgoletno. Takega človeka zanima kvaliteta, ne pa kvantiteta. Poleg tega, enkrat, ko imaš potem kvaliteten odnos, imaš lahko kvantitete, koliko češ s tem človekom. Imeti kvaliteten odnose je ful izpopolnjujoče. Ful bo izpopolnjujoče, ampak lahko se igraš samo, če si sam kvaliteten. Drugače se ne moreš iti. To, kar si sam, to boš dobil v življenje. Tako operira življenje. To, kar daš, to dobiš. To, kar oddajaš, to boš dobil. To ti bo zrcalilo življenje. In če hočemo boljše, če hočemo priti do zaupanja, če hočemo priti do intime, če hočemo priti do tega, da se povezujemo, da se ne mečemo vsi v en isti koš, ampak se zavedamo, da imaš dobre moške in dobre ženske, če hočemo priti do tega, moramo sami biti takšni. V glavnem, nimam več nič za povedati, zajel sem vse, 1 urca je že. Po tem videu prijeta še 2 videa, poglejte si jih, je za moške in za ženske, je fokusiran na moškega, ker sem moški in nisem ženska, ampak lahko si tudi ženske vidite, s kakšnimi problemi se mogoče ukvarjajo moški in se ženske mogoče sploh zavedate, ne. Ker bolj ko poznamo probleme drug drugega, bolj se lahko razumemo in bolj ko se lahko razumemo, več imamo potrpljenja. In če imaš potrpljenje, potem se da vse rešiti. Če si seveda s človekom, ki se obnaša do tebe vzajemno. Samo če dosežemo to stanje, v katerem govorimo oziroma stremimo k tem, bomo dosegli vzajemne odnose, ki nas bojo bogatili. Ker jaz sem si zmeraj mislil v življenju, da več glav, več ve, to vsi vejo. Torej, kaj je fora odnosa? Fora odnosa je, da če se damo 2 skupaj, nam more biti lažje, kot če je en sam.
kaj je bilo fora cele civilizacije? Skupaj smo se dali zato, da bi bilo poskrbljeno za vse, da bi bilo poskrbljeno tudi za tiste, ki ne morejo poskrbeti zase. Torej, namen odnosa je, da bi dvem bilo lažje in lepše kot enemu samemu. Jaz tega še nisem doživel. Jaz še nisem doživel, da bi mi bilo v odnosu lažje. Ampak vem, da se to da doživeti, ker moj namen stopiti v odnos je dajati, ne jemati. Ampak to lahko delaš samo, če si potešen, samo, če si celosten človek. Imaš dovolj, da dajaš. Če si v manjki, potem boš samo jemal. In takšni odnosi so ful obremenjujoči in takšnih odnosov noben noče. Tako da nastala situacija, ki je prišla od tega, da je elita uničila moške in moške uničili žensko in potem ženske to vse nam pokazali in nas prebudile iz naše nezavednosti, ko so nam postavili zrcalo, to vse je ustvarilo situacijo, kjer se končno lahko pogledamo, zazremo, vidimo čisto sliko, kaj se dogaja in se dopolnimo k integraciji, v integriteto. V integriteto, v zrele, funkcionalne ljudi. Jaz ne bi rad, da bi naša prihodnost bila samo še kot funkcionalna, kot neka ful stroga politična zakonska zadeva, kjer bi mi kao funkcionirali, ampak vse samo zaradi sile. Če ne boš dosegel v prihodnosti te integracije, te integritete, o kateri govorim, te bo vodil zakon. Te bo vodil nek strog zakon, neka stroga politika in strah pred kaznijo, pred bolečino. To vso stanje, katerega opisujem, se da živeti iz spontanosti, če dosežeš integracijo samega sebe, če dosežeš integracijo življenja. To pomeni, sooči se s svojimi strahovi. Katerega koli dela samega sebe, izraza samega sebe, se bojiš izražati pred očmi javnosti, sooči se in morate biti toliko spontano ga izražati kot vse preostale dele sebe. In v tem civiliziranem svetu je to v večini neka agresija ali pa jeza. Agresija ali pa žalost. To v tem nekem civiliziranem svetu tlačimo ljudje. Neka agresija ali pa neka žalost. Agresija, ki nas da v našo brutalnost in neka žalost, ki nas da v našo nežnost, v neko našo predajo. To tlačimo v večini. Kot naša čustva. Potem pa še kakršenkoli drugi del našega izraza. Mogoče se nočemo videti kot šibke. Mogoče nočemo izpasti grdi. Mogoče nočemo izpasti nevredni. Mislimo, da moramo cel cajt biti vredni. Kakršenkoli izraz, počutje, stanje, v katerem se nočeš videti, s tem stanjem se moraš soočiti. In ga biti sposoben spontano živeti, tako kot preostale dele samega sebe. To je to. Tu je tvoja naloga. Torej, smo v težkih časih in zdaj bo odvisno samo od tistih posameznikov, ki so pripravljeni stopiti v moč, če bomo stopili naprej kot opolnomočena družba. To je to. Jaz sem na tej poti, če te zanima, se mi lahko pridružiš, tako da subscribaš in deliš te videe in to je to. Moški in ženske, uživajte naslednja 2 videa, taki direktni, transparentni bojo, zato da je čim manj nerazumevanja. In to je to. Se vidimo.